Hi. Dobrodošli v drugem delu YouTube Q&A-ja. Tokrat bo govora o malo bolj resnih temah na YouTubu, tako da prosim, zresnite se. Ja, itak. Ja, če niste gledali prvega dela YouTube Q&A-ja, ga pojďte pogledat nekje v enemu izmed teh dveh kotov. Nikoli ne vem, kje. Sovražim to. Prvo vprašanje je bilo, kako dobiš denar. O tem bi lahko naredila čisto posebej video, zato ker je v bistvu cel nek proces, ki ga tudi jaz ne razumem, ker jaz nisem glih najbolj pameten človek na svetu. In vse to je mečkam boljš razložila Kaja Karba, tako da lahko pogledate njen video. She's the smart Kaja, you know. Ampak pač služi preko AdSense-a, preko reklam in imaš cel postopek, kako se to priklopi. In jaz sem na srečo že šla skozi to in zdaj pač dobivam denar na račun, lahko pobiraš tudi čeke, pač in na tak način dobiš denar. Great explanation. Koliko evrov na mesec zaslužiš? V bistvu dosti niha, ni vsak mesec isto, pa vedno je ful je čudno, zato ker dobiš za kak mesec nazaj in pa imaš, ne vem, na aplikaciji imaš napisano 170 evrov, pa jih dobiš samo 90 in je tek. V glavnem številke ful nihajo, včasih je več, včasih je manj, ampak še vedno pridno raste, bolj ko pa pada, kar je super. Torej, kakor sem rekla, tam nekje 170 evrov na mesec je zdaj. Moram povedati, da to ni edini način, kako lahko služiš na YouTubu, zato ker imaš še druge opcije, recimo imaš lahko svoj merchandise, torej svoje jopce, majice, nalepke. To, kar še jaz bom naredila, zato ker pač, če še ne veste, jaz ful rišem. Druga stvar je Patreon, ki ga tudi imam, tako da, če bi me radi podprli in mečken donirali denarja, lahko pogledate na www.patreon.com/kajasolo, link bo dol spodaj v opisu, to bi mi zelo veliko pomenilo. Če donirate denar, bo na koncu videa izpisano vaše ime, če pa donirate več, vas bom pa tudi omenila v videu. Imaš pa še tudi mnogo drugih načinov, ne vem, da predstaviš kakšne izdelke, ki pa ti firme plačajo, zato pač res je ogromno načinov. Ali ti YouTube vzame čas, ki bi ga porabila za kaj drugega? Niti ne. Jaz sem se začela z YouTubom ukvarjati kot nek hobi, ker me to sprošča in z mojo anksioznostjo pa vse te stvari. In pač jaz še vedno res toliko uživam v tem, da meni to sploh ni neka obveznost. Meni je to še vedno prosti čas na nek način in ja, je kar cool pač imeti v bistvu 24 ur prostega časa. By the way, ja, ne hodim v šolo, zato ker sem stara 20. To moram poudariti. Strah pred hejtom. Ni ravno strah, definitivno pa ni prijetno, ko, ne vem, z mojo tesnobo oziroma anksioznostjo vse to nekrat vsakeč, ko grem brat komentarje, me mičken stisne, zato ker ne vem, kaj lahko pričakujem in priznam, da me nekateri hejti mičken prizadenejo. Vsaj tisti, ko so mičken bolj taki premišljeni ali kakorkoli. A imaš kakšne slabe izkušnje z YouTubom? Ne preveč, kakor pravim, to delo ful obožujem in res ni nobene slabe stvari, ko bi jo dejansko doživela tek na YouTubu. Mogoče kdaj, ko nehaš služiti zaradi enega videa in pa se sprašuješ zakaj, ampak zaenkrat sem še vedno to rešila. Mogoče slabost to, da nisi vedno čisto ziher, koliko boš zaslužil, a bo šlo ali ne bo šlo. Kaj meniš o 10-letnikih z YouTubom? Meni se zdi, da je YouTube postal isto socialni medij, kakor je Instagram, kakor je Facebook, kakor je Snapchat in gor objavlja bolj kot ne vsak, kakor si to želi. Včasih tako ni bilo, ampak moramo sprejeti, da se je tudi ta platforma ful razvila v tem času. Ampak se mi zdi, da bi se vseeno moglo to nekaj mičken omejiti. Zdaj vem, da me bojo tisti, ki imajo YouTube kanale, me bojo ful hejtali, zato ker sem dosti hipokritična, zato ker sem tudi jaz imela kanal, ko sem bila stara 12 let, ampak vseeno, jaz sem devala gor videe, ko smo, ne vem, posneli kak horror film, da, ne vem, smo se res neki potrudili, naredili nek sketch, pa kaj takega. Večino teh mlajših imajo pa videe z, ne vem, kakšen je moj dan, moja jutranja rutina, stvari, ko jih jaz dejansko nočem snemati, ker se mi zdi, da ni zadol drugačen človek, kot pa vi vsi ostali in jaz sem še vedno sam človek. Priznajmo si, da pač to ni zanimivo. Okay. Nekatere podpiram, zato ker se res vidi, da ful uživajo v tem in da imajo neko strast podobno, tako jo imam jaz. In to res močno podpiram in da se toliko mladi začnejo ukvarjati s tem, svaka čast. Ampak nekateri pa to delajo bolj kot ne zato, ker da so cool, zato da pač, ker so drugi youtuberji, ker je pač to, ker bojo slavni, ne vem kaj vse. In pač
Jaz poudarjam, jaz nisem začela tega delati zato, da bi bila slavna, jaz še vedno nimam feelinga, da imam 10.000 naročnikov, jaz imam še vedno feeling, da sem, ne vem, da imam jih 700. Ja, jaz sem začela tudi s tem, zato ker imam strast in zato ker res uživam v tem, ne zato ker bi bilo cool. In tudi, ko se resno spraviš temu, ni več tako enostavno, tako da moraš biti že kar malo bolj odrasel, da pač začneš malo bolj orang, če veste, kaj hočem povedati. Ok, naslednje vprašanje, a bi kdaj imela kanal za risbe? Imam kanal za risbe, to je moj star kanal, kjer imam v bistvu samo, mislim, 3 videe o risanju, ampak vseeno so gor. Lahko pogledate, zdaj ne deva nekaj novih videov gor, zato ker ne znam si časa vzeti za to, ali whatever. Pa definitivno, če boste pokazali majčkeno več podpore glede tega, če boste pač, ne vem, v komentarjih napisali, da bi radi videli moje risbe, bom nadaljevala s tistim kanalom in bom več objavljala moje risbe, ampak, kakor sem rekla, komentirajte spodaj, no, če vam je to všeč. A se ti kdaj zdi, da YouTube nima smisla? To se v bistvu vprašam vsakič, ko se usedem pred kamero in začnem snemati, ampak pol vidim, koliko vas osrečujejo moji videi, ne vem, najlepši mesec, ko ga lahko dobim, je to, da ne vem, da imate slab dan in greste gledati moje videe. Meni je to tak, to je tak najlepša stvar, ko jo lahko pač slišim. In mi gre že zdaj na jok. Mislim, pol se mi zdi, da je pač to moj smisel. To, da jaz vam polepšam dan. In to je res, to meni ogromno pomeni. Ker tudi jaz si lepšam dneve z Shaneovimi videi, pač logično. A je bilo kdaj toliko resno, da bi si YouTube kanal zbrisala? Ne. In upam, da nikoli ne bo. Mislim, to delam za sebe in za svojo srečo, za to mojo težavo s tesnobo in vsemi temi stvarmi in nimam pojma, kaj bi jaz delala v življenju, če tega ne bi imela. Če bom zdaj, ne vem, tudi če bi zdaj zadela na loteriji in bi imela milijone in do smrti ne bi rabila skrbeti glede denarja, jaz bi še vedno snemala, zato ker je to moja strast in to je način, kako se lahko jaz sprostim in je na nek način tudi moja meditacija. Zdaj pa pridemo do majčkeno bolj resne stvari. Mnenje o Denise Dame. Jej. Dolgo sem odlašala s to temo, ampak zdaj moram pač omeniti, zato ker je bil spet en tak boom glede Denise Dame. Niti nisem hotela dati njenega imena v naslov tega videa, ampak sem ga, zato ker pač vem, da bom s tem dobila ful več ogledov, kar je cool. Sama sebe sovražim včasih. Pač zelo me žalosti, da je njena umetnost, ne vem, toliko sprejeta in ne vem, da ima tak following, ker pač tisti, ko se res trudimo in delamo vso svojo strast in svoj čas v to, dobimo pa toliko manj kot ona, samo zato, ker pač ne razumem, v glavnem. Zato, ker pač nismo neumni, zato, ker itak ljudje spremljajo Denise Dame zaradi tega, ker se pol sami bolj pametne počutijo, zato ker vidijo, kako butasta je ona. To ti res dost pove o današnjem societyju. Pa tudi žalostno mi je, zato ker ima ful veliko večji vpliv, ko pa ni vedno dober. Res nočem preveč govoriti o tem, ker nočem njej pridobivati gledalce. Vem, da verjetno s tem mnenjem jih bom jaz zgubila, ampak prav ni mi mar, zato ker jaz je res ne podpiram. In mi je ful žalostno. Pa drugač, by the way, jaz je ne spremljam. Zdaj mislim, da sem pogledala glih 2 njena videa, pa videla sem tisto, kar je bilo na žarometih, kar je bolano in žalostno. Ampak ja, gremo naprej. Kaj se ti zdi primerna starost na YouTubu? Za mene se mi zdi primerna starost po srednji šoli. Zdaj nočem reči, da srednje šolke oziroma srednješolci ne smejo imeti YouTube kanalov, zato ker spremljam in Laro Novak, in Žaklino Krejič, in kdo je še v srednji šoli? Urh je načeloma tudi v srednji šoli. Nič ni narobe s tem. Ampak jaz se tega takrat ne bi pustila, zato ker se mi zdi, da takrat nisem bila dosti pripravljena, nisem vedela, kaj bi rada naredila. Jaz takrat nisem bila dosti odrasla. Zdaj, če ste vi majčkeno bolj odrasli za to, recimo Lana je definitivno dosti zrela za YouTube. Ampak glede sebe, zdaj se mi zdi, da sem šele zdaj dosti odrasla, da nekako približno vem, kaj bi rada od YouTuba, čeprav še vedno ne vem. Vsak človek ima neko svojo uro in zdi se mi, da pripravljen za YouTube si takrat, ko veš, kaj bi rad od YouTuba. Ne, da bi rad bil cool, pa da bi rad, ne vem, služil s tem, ampak tiste druge stvari.
če veste, kaj hočem povedati. Zdaj pa boš, da jaz kar končam, preden začnem spet neki blebetati, ker pač to je itak klasika pri meni. Če vam je bil tale video všeč, naredite en like, subscribite se na moj kanal, komentirajte kaj, komentarji iz tedna so okoli mene tukaj nekje. Jej. Vprašanje tedna tokrat bo pa, če bi vi bili youtuberji, katera bi bila vaša tema? Ne vem, imate make-up, imate potovanja, imate avtomobile, imate igrice. V glavnem, izmislite si neke stvari in jih komentirajte spodaj. Zelo rada berem vaše komentarje in mi res polepšajo dan. Ker vas imam res rada in moram končati tale video. Se vidimo naslednjič. Love you all. Ciao.